Svet je majhen, izjemno majhen, takole, ko ga gledaš. In potem ugotoviš, da je tista knjiga Žila Verna, ki je napisal v 80 dneh okoli sveta, takrat veljala za čisto znanstveno fantastiko. Danes povemo, da pravzaprav iz enega kontinenta na drug kontinent, pravzaprav z katerega konca tega sveta prideš na drug konc v 24 urah. Včasih so potovali z ladjam in seveda v tistem času si zbolel, preživel ali pa umrl. Bolezni tropske k nam pač niso prišle, zato ker je bila inkubacijska doba taka. Zdaj pa vemo, da je malo drugače, da človek zelo hitro lahko pride in če pogledamo čisto v zadnjem času, kot je ebola virusna bolezen izbruh, ali pa kakor imamo zika virus zdaj, vemo, da vse to, kar se dogaja nekje v najbolj zakotnih vaseh, ki niti imena ne znamo izgovoriti, vemo, da vse to na nas vpliva. Kar pomeni, da je prav, da nam je mar in da nam je prav, kako te ljudje v teh tako imenovanih nerazvitih krajih živijo in česa so deležni. Mi smo izjemno privilegirani, česa se velikokrat pač ne zavedamo. Ampak, ko sem bila na koncu faksa v Afriki in sem se učila tam ob eni reki, je prišla 15 let stara punčka, pa rekla, jo, kaj pa delaš? Sem rekla, jo, berem, učim se. Tako pogledam, pa prav, kaj bi jaz dala za to, da bi znala brati ali pa da bi se lahko učila. Skratka, takrat sem se prvič zavedala, da je pač res to velik privilegij, da imamo dostop do tega. Se pravi, nekaj, kar imaš dostop do nečesa, moraš deliti z drugimi. To je nekako prav. In tako se je začela tudi naša tropska medicina. Prvi zametki so bili profesor Piklu, ki je šel v Centralnoafriško cesarstvo, zdajšnji Kongo, to je bilo že leta 1979, 1978-1979. No, on je prišel nazaj in navduševal ljudi in na koncu gotovo, da bilo dobro kaj nas naučiti. In tako je bil leta 1989 organiziran predmet tropske medicine in kasneje smo leta 2000 tisti, ki smo hodili na odpravo, ugotovili, da nas to zanima in da nočemo biti samo kot študentje del tega, ampak tudi potem, ko postane zdravnik. Kaj je bila naša ideja? Simpel. Hočemo iti tja, pa zdraviti ljudi. Pomagati, kakor bomo vedeli, kakor bomo znali in pač mogoče še kaj naučiti. Druga stvar je bila pa ta, da nas je zelo jezil, če pogledate, humanitarna pomoč je en ogromen biznis. Bilijoni se obračajo, to je posel stoletja, nešteto organizacij živi od tega in input je nesorazmeren s tem, kar dobimo van. Ni učinkovit, ni zadosti spremenjen. Poznate tisti model, ki je ogromen bazen in potem kapljice kapljajo do tistih, ki to dejansko rabijo. No, mi smo rekli, da tega nočemo. Videli smo, da je problem, da gre preveč denarja za organizacijo, za vzdrževanje svojih lastnih projektov in pa da je problem, da si zamislijo nekje v pisarni ljudje, ki niti nimajo veze z realnim življenjem, projekt in rečejo, to bi bilo pa dobro v Afriki narediti. Narobe. Nobenega niso vprašali, če te ljudje to točno rabijo v tisti vasi, če bo to znalo uporabljati in če bo to vzdržno. Kaj šele, če si tega sploh želijo. Skratka, ugotovili smo, da moramo sodelovati z ljudmi na terenu, da moramo tle zbrati denar, se čim več naučiti in iti dol in pomagati skupaj z njimi. Kako to izgleda? Tako, da običajno kot študentje greste kot 3-mesečna odprava, bolj kot zdravniki gremo pa za krajši čas. Nekako je fair, da če gre za 3 mesece delati, ko si študent, pa 1 let pa pol prej veliko delaš, zbiraš denar, se trudaš, se učiš, da si boš iz tega kupil letalske karte. Ni pa pošten, če greš polka zdravnika, že imaš tudi svoj vir dohodka, pa greš recimo samo za 1 mesec, da bi tega, se pravi, da bi donorski denar za to porabil. Pa smo isti, kakor ostali, ker pač se zgublja denar, kaj namenjen ljudem. Tako da zdaj je šlo že več kot 1000 ljudi, zdravnikov, medicinskih sester in študentov. Najbolj smo se odločili, da bomo šli kamorkoli, se pravi najprej v Afriko, pa Papuo Novo Gvinejo. Pa so nas ljudje, ki smo bili tam 3 mesece, so začeli spraševati, v redu, tole super, zelo smo hvaležni, veseli, ampak a se vam zdi to fair, da nas zdaj pa pustite? Pridete, pokažete, kaj bi se dali narediti, pa vas pokate pa greste. Pač po tem malem princu, da ni prav, da tisto, kar domačiš, pustiš, smo ugotovili, da imajo prav in da je to zelo pošteno razmišljanje od njih. Tako da smo se odločili za nekaj destinacij, ki so zdaj Madagaskar, Kenija, Uganda, Zambija in pa Papuo Nova Gvineja, zato da se skupine obračajo, se pravi, da smo čim več časa tam.
kar pomeni, da je bilo bolj kvalitetno oskrbo nudimo, kar pomeni, da tudi ves material, ki ga dol prinesemo, tudi eventualno kakšni pripomočki, da ostanejo tam. Ampak to spet ni zadost, mi nismo cel let tam. Se pravi, moraš nekaj narediti, da bojo ljudje tudi takrat, ker nas ni nekaj imeli. In to je izobraževanje. Se pravi, vlagati v te ljudi, ki so brihtni, ki imajo ogromen potenciala, modrosti, kar si lahko zamislite, dosti več kot mi in vole, ampak nimajo možnosti. Se pravi, se odločimo, da jim plačamo študij in se potem oni do vas vrnejo. In to je ena izmed tistih osnovnih stvari, se pravi, da bi bila destinacija zadovoljiva oziroma samozadostna. Želimo si, da bi se lahko z teh projektov umaknili in šli nekam drugam, da bi rekli, ok, oni lahko naprej sami izhajajo. V veliki meri to obstaja in v veliki meri, recimo v Zambiji, smo zelo veliko lahko že naprej naredili skupaj tudi z drugimi, se pravi z vlado, pravzaprav z njihovimi. Naletimo pa na en drug problem. Eno je, da tisti denar, ki ga pač tukaj zbereš, da ga porabiš, moraš ga pa zelo dobro porabiti. Se pravi, moraš biti učinkovit in bistven je, da poznaš kulturno ozadje teh ljudi, da se pogovarjaš z njimi, da ti oni povejo, kaj so težave, s čim se soočajo, pa kakšne so rešitve, recimo podhranjenost. Neč nam pomagali, če imamo neke formule, kaj prinesem pa nadomestno hrano, ljudje pa imajo tam mogoče en jezero, pa niti ne vejo, da so tiste ribe dobre, ker velikrat ne znajo tega uporabljati. Skratka, velikrat so rešitve, ki smo jih mi imeli v glavi, pa z njimi šli tako, ja, mi bomo pa to naredili, da so slabe in da imajo oni bistveno boljše ideje, kot so zrasle v naših glavah. Pač omejeni smo in to si včasih težko doma priznaš. Ampak tam se ti dejansko potem obzorje malo razširi. Zakaj je to dobro, da greš, zakaj je dobro ta projekt delati, ker je v bistvu 100% volonterski, vsi delamo zastonj, vsi delamo v prostem času in prej, ko ste študentje in potem, ko postanete zdravniki, nas je čedalje več, vedno več ima znanja in prav je, ker te ljudje si zaslužijo, da imajo čim bolj prostorno. Ni karkoli bom naredil je dobro. To ni pošteno. Hočemo zase dobro, moramo drugim to dobro. In tukaj se zelo veliko pozna, da te, kar pridejo nazaj, da enostavno potem naprej učijo. Problem je pa tudi dol in včasih te kar malo se zdrzneš, malo te zaboli, zato ker je pač korupcija v teh državah ogromna. Začne se na političnih visokih položajih in gre čist do konca. Skratka, ko hočeš ti eno pomoč dol pripeljati, recimo, ne vem, kaj smo včasih še kargo vozili, si mogel podkupiti tiste uradnike, da si sploh kargo ven dobil. Vsakmu si mogel nekaj dati, zato da si lahko tisto humanitarno pomoč dol prinesel. To je spet ena stvar, ki ni poštena, ki ni prav in tukaj treba tudi vzgajati. Ne, da se oddaš pa rečeš, ok, bom že plačal, ampak se tukaj pomalem boriš tudi na tem področju. Tako da zdaj večinoma so ljudje sprejeli in to deluje. Dejansko včasih, ko se s kakšnim pogovarjamo, rečejo, ne moramo vedno še nekaj podkupnine, da ni treba. Da se tudi samo s poštenostjo, sam test moraš biti strnost. Zakaj je dobro iti dol? Zato, ker se spomniš, zakaj si sploh hotel biti zdravnik. Zakaj si šel študirati medicino, zakaj je tudi tisto, ki te čez faks zagnali, zakaj si potem, da si specializacijo dobil in naredil. Zato, ker tukaj smo polni neke birokracije, polni smo enih papirjev pa protokolov, tam pa dejansko imaš samo svoje čute. Imaš svoje roke, imaš svoje tisto, kar veš v glavi, imaš svoje oči, imaš svoj von, oziroma lahko samo s tem, največ kar je, da imaš stetoskop. V večini primerov. In to je tukaj, ker je tista osnovna, tista medicina, ki te spet požene naprej, ko spet rečeš, ja, to je to, kar hočem delati. Spet imaš stik z ljudmi in spet jih čutiš in tukaj je vsaj 20% teh diagnostike. V tem, da ti se človeka začutiš in takrat boš vedel tudi, bolj ga bo zdravil, bolj boš vedel, kaj je. In tukaj je tisto, kar največ dobiš. Mi izmeri smo celo mi bomo šli, pa bomo nekaj naredili, pa bomo nekaj dobrega, da bo ta svet lepši. Figo, oni naredijo nam svet lepši. Bistveno več bolj prineseš nazaj, kakor si pa ni dol pustil. Tukaj je res tako neprecenljiva ta izkušnja in potem, ko prideš domov, pa rečeš, pa zakaj? Kaj me tako gledate? Ja, pa tako nekaj drugačen si. In potem ugotoviš, kaj je tista drugačnost. Ena stvar je, da čisto vse, kar bom znaš, naprimer v Afriki pride prav. Ali je to, da znaš gumo zamenjati, kako mu defektuje, da pokrčaš,
Ali je to, da znaš nekaj skuhati, ali je to, da znaš karkoli zašiti, karkoli znaš narediti, pride prav. In to postaneš izjemno inovativen in to je res fajn. Najpomembnejša stvar je pa, da se zaljubiš v življenje. In pol imaš življenje rad. In veste, kako je kar zaljubljen, ne? Nimaš mej. In niste bolj znali.